Spoštovani gledalke in gledalci v naši oddaji Agri Next Generation, tokrat gostimo gospoda Primoža Kelenca. Primož Kelenc, lepo pozdravljeni. Bogoda. Prihajate z biodinamične kmetije Kelenc iz Tojncev pri Ptuju. Tako je. Kdaj ste se, v bistvu pred 15 leti, ste se odločili za biodinamično kmetovanje in kaj je botrovalo biodinamiki oziroma odločitvi za biodinamično kmetovanje? Bomo rekli, da kar je radovednost. Namreč jaz izhajam iz ene zelenjadarske družine, kjer se je dejansko delalo 25 hektarov zelenjave in oče je vedno imel željo, da procese nadgradimo. Neka pot je bila, da enostavno ni bilo več tehnološko možno nadgrajevati, ker je to kar na visokem nivoju. Je pa bil še en drug aspekt, kjer je pa se začneš spraševati, ali je to dovolj celostno pogledano sama težava in da v bistvu greš raziskovati tega, rabiš mogoče malo širšo sliko in ali naključje, ali tudi če jih ni, nas je pripeljalo najprej do razmišljanja o ekološki hrani, spet z razloga verjetno kakšnih zdravstvenih težav. In kasneje avtomatsko v bistvu, ker sem pač vedel, da ne bom dobil vseh odgovorov na ekološki temi, bomo pa pač probali biodinamične, ki pa še zahteva še malo globlje znanje. Zdaj ekološko pridelavo hrane velikokrat omenjamo in ponekod je tudi subvencionirana. V bistvu skupna kmetijska politika Evropske unije ne predvideva nekakšnih posebnih subvencij za biodinamično kmetovanje, ga pa sofinancira Republika Slovenija. Ja, v bistvu subvencije smo mi tretirani kot ekološki kmetovalci, tako da smo čist iste parametre oziroma po isti schema, istem principu smo subvencionirani kot ekološki. Obstaja pa tudi ena subvencija, ki se imenuje Demeter, ampak v Sloveniji nekako to še ni zaživelo oziroma se nagibate k temu, da bi kdaj zaživelo. Demeter certifikacija pomeni tudi v bistvu dokazilo o kvaliteti biodinamične hrane. To se sicer pri nas na nek način da dobiti. Je pa res, da je tega mogoče malo manjše. Želja absolutno pa obstaja, da tudi pridemo do nivoja, kjer bo Demeter Slovenija zelo na visoki ravni in tudi v bistvu dovolj razširjen med ljudmi in sprejet. Sami ste se odločili za biodinamiko, ker ste odrasli na kmetiji in pred 15 leti potem iskali tudi ekološko pridelano hrano in povedali, da je biodinamika nadgradnja ekološke pridelave. V čem se biodinamična pridelava razlikuje od ekološke pridelave? Zdaj, če začnemo pri konvencionalni v razmerju do ekološke, lahko rečem, da konvencionalni kmetje lahko uporabljajo in sintetične strupe oziroma pač fitofarmacevtska sredstva. Recimo ekološki lahko te strupe zamenjajo za biotske. Pri nas, biodinamiki, pa tudi teh preparatov ne uporabljamo, ampak v bistvu gledamo bolj iščemo vzrok težave. In naša naloga je spremljati, vsakodnevno spremljati gibanje ritmov, kakorkoli. In na konec koncev tudi prideš do vzroka in kaj v bistvu moraš narediti, da pride do ravnovesja spet nazaj. Kar se tiče semen, konvencionalni lahko uporabljajo razkužene, hibride, dobro gensko spremenjene je pač v Sloveniji še prepovedano.
Ekološki ne smejo uporabljati razkuženega semena, lahko pa pač uporabljajo ekološka semena, biodinamična semena. Pri nas je pa to spet dobro, če se uporabljajo biodinamična semena, je pa res, da jih je mogoče malo premalo še. Najprej razjasniva pojem, kaj biodinamika sploh je. Prvič smo naleteli na ta izraz čisto uradno nekje v 1920 letih preko gospoda Steinerja, ki je velja tudi nekako za utemeljitelja biodinamike. Vi sam ste po izobrazbi kemik, kar je pravzaprav zelo zanimivo, da je kemika pripeljalo do biodinamičnega kmetovanja. Ja, to je bistvena nuja, da neke procese razumeš, oziroma so ti pač predstavljene na takšen način, kot so, s tem, da je potem, ko se začne z biodinamiko ukvarjati, Steiner mogoče malo drugače to nastavi in si moraš prevajati skozi en biodinamični jezik. Utemeljitelj je res Rudolf Steiner. Jaz pa pravim, da je biodinamika kot takšno kmetovanje od nekdaj, ker namreč ljudje so morali živeti v skladu z naravnimi ritmi, so živeli v skladu, ker drugih možnosti ni bilo, da so v bistvu tudi preživeli. Rudolf Steiner je to utemeljil leta 1920 oziroma pač tu okrog. In načeloma je dal neko pot, da mi ne sami po sebi živimo v skladu z naravo, z naravnimi ritmi, ampak to začnemo delati z zavedanjem. To pomeni, da se mi začnemo zavedati tistega oziroma naravnih ritmih. Včasih so samo gor pogledali, danes ne bomo kosili. Danes mi imamo recimo pač en urnik ali pa en koledar po Mariji Tun kot eno neko usmerilo, da lahko v bistvu spremljaš, kakšni so vplivi konstelacije planetov na Zemljo, na rastline, na ljudi. In v bistvu to je eno izmed naših vodil. Nekje po drugi svetovni vojni ali v tistem času se je začelo tako imenovano konvencionalno kmetovanje zelo na veliko, kar je pravzaprav zelo razumljivo. Ampak potem smo se začeli vračati nekje v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega tisočletja v ekološko kmetovanje oziroma sploh v zavedanje, da je potrebna ekologija. Ampak tu trčita dva svetova. Ljudje imamo radi zelo lične izdelke, ki jih dobimo v trgovinah v veliki meri. Ekološko kmetovanje in biodinamika pa nam prezentirata morda malo manj lične, ampak vendarle zelo zdrave pridelke. Ja, to sta zdaj povsem različna svetova. Res povsem. Takrat je v bistvu Steiner rekel, da čez 100 let več hrane ne bo. Hrane v takšni meri oziroma takšni obliki, kot bi jo naj nosila hrana. Že v bistvu Hipokrat je takrat v stari Grčiji že rekel, da je hrana naj bo zdravilo in zdravilo naj bo hrana. In dejansko je na tem področju lahko zelo široka debata in različni pogledi. Absolutno, mi živimo v svetu polarizacije, to pomeni in to in ono. In v bistvu zdaj, glih se ne strinjam s tem, kar ste rekli, da se recimo v ekološkem ali pa biodinamičnem ne da pridelati ličnih zelo kvalitetne in pa še v bistvu tudi dosti bolj hranljive, dosti bolj energijsko polne, dosti več vitaminov, dosti več okusa. In dejansko je to hrana, ki lahko nahrani človeka, po drugi strani pa imamo hrano, ki lahko samo nasiti človeka. To sta v bistvu dve zelo močno različna svetova. Res je, in biodinamika to tudi izvaja zelo redno. Se pravi, biodinamika pomeni, da živimo v skladu z naravo in jemo sezonsko zelenjavo. Zelenjavo, ki je pridelana ob določeni sezoni,
kot so jo bili vajeni naši predniki pred recimo tako imenovanimi sodobno-tehnološkimi prijemi. Čemur se zdaj seveda znova vračamo. In pomen tega, da se pogovarjava o biodinamičnem kmetovanju je, da razjasniva, da smo ljudje bitja, ki so in naša telesa takšna, da so navajena na sezonsko pridelano hrano, na sezonsko pridelano zelenjavo. Ja, mi smo na nek način razvajeni, oziroma so nas trgovine razvadile, da je v bistvu dostopno vse ob vsakem času. Je pa res, tako kot ste že omenili, da naša telesa niso narejena tako, da bi enako sprejemali recimo hrano, ki raste poleti v zimi. To enostavno ne gre skozi. Naša telesa sploh, nas, ki smo tu rojeni na tem območju, smo z razlogom sem rojeni in naša telesa so tako razvita, da v bistvu sprejemajo za krepko zdravje absolutno samo sezonsko hrano. Zdaj, če pustiva ob strani dejstvo, da smo se navadili predelovati v velikih količinah, tudi mestoma in čisto industrializirano, Slovenija je pravzaprav dežela, ki ponuja zelo, zelo dobre in velike možnosti za biodinamično ali pa ekološko kmetovanje. Mi načeloma zelo težko konkuriramo tem ogromnim platformam, ki ponujajo hrano. In jaz vedno trdim, da Slovenija mora ostati butična. In dejansko kvaliteta naše zemlje, kvaliteta ljudi, v bistvu, ki tu delamo, ki se ukvarjamo z zemljo, se ne da primerjati z eno masovno pridelavo, izključno strojno, izključno v bistvu brez prisotnosti človeka. To pač ni več hrana dejansko. Ni več hrana za človeka in zelo, zelo se pozna prisotnost človeka. To pomeni, pri nas se korenček pleje z rokami, si spet prisoten vedno, kadarkoli sadimo, večinoma ročno, motika, gre samo na ročni pogon, tega je kar ogromno, ne. In potem dobimo tudi hrano, ki nas nahrani, kot marsikdo pravi, da je skuhano z ljubeznijo, je tudi pridelano z ljubeznijo. Ampak ob tem gre še poudariti, da sezonsko pridelana in lokalno pridelana hrana, zelenjava v tem konkretnem primeru, pomeni, da ta zelenjava nima nekih večjih poti pakiranj in obdelav, kot če bi jo uvozili iz kakšne daljne dežele. Absolutno. Recimo tudi, če gremo gledati različnih parametrov, C-vitamin ali pa kakorkoli drugi vitamini, energijska vrednost in tudi na konec koncev zapis, ki si ga nosi hrana, ki je pripeljana ki je nezrela pobrana, da lahko pri nas umetno dozori, je to pač drastična razlika. Tu se lahko vreže in imaš praktično pot od njive do krožnika zelo kratko in bolj polno, zelo težko. Bi bilo po vašem dobro, če bi država subvencionirala še recimo biodinamične kmetije na način, da bi lažje prišli kupci do vas, oziroma da bi bila ta hrana morda malo cenejša, kajti sami ste rekli, da pravzaprav se ne morete primerjati z velikimi verigami, ki se lahko malo poigrajo tudi s cenami. Naše stranke so zelo specifične stranke. To pomeni, vsak, ki se začne poglabljati in v duševni, duhovni razvoj, slej ko prej pride do spoznanja, da je treba začeti na elementarnem nivoju, na nivoju hrane. In dejansko dvomim, da
se bo našla takšna shema, da bomo biodinamiki tretirani posebej. In dejansko naša hrana, kar se da preveriti, energijsko močnejša in je tretirana kot zdravilo. To pomeni, dostikrat ljudje rajši, recimo pač tisto, kaj se navzven vidi, je lažje investirati, kak tisto, kar v bistvu v sebe damo. Ne? In, če zdaj pogledamo preventivno, je naša hrana definitivno cenejša, kot si kupiš eno, ki je manj hranljiva energijsko in si dodatke kupuješ si približno na istem. Po drugi strani pa je, ker je tako polna, enostavno ne moreš toliko pojesti. Zdaj pri pridelavi je seveda tudi zelo pomembno, kar ste sami tudi povedali, narava sama opravi svoje. Se pravi, brez kemije, brez kakršnih koli drugih reči, obdelujete 7 hektarjev kmetije, od teh 7 hektarjev, oziroma tam pridelate okoli 30 vrst zelenjave. To je na prvi pogled zelo veliko. Ja, je veliko, ogromno je tudi dela, ampak v bistvu tekom procesa se ti niti ne sprašuješ, koliko in česa, ker enostavno delaš, ker enostavno pač sediš, to še bi mogoče pa lahko, pa pač planiraš. Je kar zahtevno v bistvu kompleksno je, sistem kompleksen, da lahko ti postaviš še dodatno biodinamični koledar, že kolobar k tistemu, ki je v osnovi dobri, slabi sosedje, čas setve. To je kar kompleksna zadeva. Jaz rabim približno 14 dni, da to za eno sezono zrihtam. Zdaj sama zelenjava pa je načeloma razvila se paleta, ta mavrica narave, mi rečemo, se je razvila iz povpraševanja. Dejansko ljudje povprašujejo po nekih zelenjavah, ki so mogoče včasih tudi ekstravagantne za naše razmere, ampak se da predelati. Mi delamo izključno na prostem vse, kljub zahtevnim razmeram, kljub mogoče nevarnim obetom, ampak se trudimo in delamo v dobri veri, da bo uspelo in uspeva. Ampak uspeti v biodinamiki ni kar tako. Tudi sami ste obiskali več tečajev, preden ste naleteli oziroma nekako usvojili to znanje, kako oziroma kaj pravzaprav biodinamika je in kako v skladu z biodinamiko potem pridelovati zelenjavo, ki jo lahko vidiva tudi tukaj. To je nikoli dokončana zgodba. Kljub temu, da navzven mogoče zgleda, da kaj vemo, jaz pravim tako, ko bom na smrtni postelji, verjetno rekel, zdaj moram iti, ko se mi približno začelo malo nekaj svetiti. Vedno je, to je pač nedokončana pot in dejansko zahteva tudi spreminjanje človeka skozi pač različne procese, pa tudi v bistvu, kot ti zoriš kot človek, se tudi znanje in odnosi do vsega tega zelo spreminjanje in tega ni konca, do zadnjega diha. Koliko vas je biodinamikov v slovenskem merilu, če imate vsaj približen podatek? Ne vem točnega podatka, odkrito povedano. Vem pa, da so to večina biodinamike se izvaja na vrtičkih. Je pa tudi kar nekaj že recimo razmeroma velikih kmetov, ki se s tem ukvarjajo. Čedalje več pa je tudi konvencionalnih kmetov, ki povprašajo za recimo recepte, kako se izogniti česa oziroma kje je vzrok, da lahko v bistvu tudi one mehansko nekaj zrihtajo, za kar fitofarmacevtska sredstva več ne pomagajo. To
To se pravi, da pri biodinamiki pravzaprav vse opravite sami, vse opravi narava, kajti konvencionalne kmetije se lahko poslužujejo najsodobnejše tehnologije, najsodobnejših pripravkov, ki pridejo iz tovarn, ki se s temi tudi ciljno ukvarjajo, najsodobnejših hibridov ali pa razkuženih semen, ki so hkrati tudi subvencionirane. Ja, tako kot pri življenju, pri vsakem posameznem človeku, ni vse poslano z rožicami, tako tudi naši zelenjavi ni poslano vse z rožicami in takrat se treba malo izboriti. Če v bistvu zelenjava živi v nekem milnem mehurčku, kjer se umetno ustvarjajo vsi možni pogoji, ona živi praktično v idealnem pač procesu, takrat ne more razviti lastne moči. Če gre recimo naše zelje skozi malo suše, je vedno tako pri človeku, kar te ne ubije, te okrepi in je treba se malo zboriti, tudi sama postane takrat dosti močnejša, energijsko bolj polna in pripravljena tudi za tisti dar, ki ga lahko na koncu človeku da. Mislim, da je to bistvena razlika. Na eni stvari ustvarjanja umetnih pogojev, mi smo pa v skladu z naravo, tudi pridejo premokra obdobja, presušna obdobja, takrat je pa treba malo usmerjati naravo. Na mesto narave pa smo mi že davno izgubili upanje, da lahko mi delamo. To se pravi, da biodinamično pridelana zelenjava mora preživeti, tako razberem iz vaših besed, tudi te vremenske, kot govorimo o njih, ekstreme. Ja, mora. Da je dovolj močna, da te ekstreme preživi in šele potem pride do kupca oziroma uporabnika. Ja, načeloma v naravi je vedno tisto, kar je najmočnejše, obstane. Tisto, kar je prešibko, pač na nek način se grdo sliši, ampak izumre. Oziroma pač odmre, ni. In glede na tak način je lahko v bistvu najenergijsko najmočnejša hrana. Ampak to so običajno pasti, prav tile vremenske ekstremi in morebitni izpadi, kot ste sami rekli, da nekaj odmre. Marsikaterega kmeta, da se ne loti ekološkega kmetovanja oziroma biodinamike, kajti izpad prihodkov včasih pomeni, oziroma ne včasih, ampak običajno pomeni tudi, da konkretno zamaje eksistencialne temelje nekega kmeta. Tako da si predstavljam, da bi bilo tudi za biodinamike lažje, če bi imeli neka dodatna sredstva iz morda skupne kmetijske ali pa državne kmetijske politike za semena in za druge reči, ko se zgodijo takšni ekstremi, kot smo jih bili vajeni v zadnjih letih. Ja, mi smo se absolutno ne branimo, če bo posluh za to strani politike. Po drugi strani pa se niti ne nadejamo nekih takšnih stvari. Imamo pa srečo, zelenjadarji. To niso živila, ki bi potrebovali celotno leto in tudi včasih, če pride do kakšnega ekstrema, se lahko hitro na novo posadi, poseje in še vedno imamo čas za kakšen pridelek. In ko imamo tako pestro izbiro, so tudi različne terminsko različno sajenje in dejansko na koncu, če pod črto potegneš, če to človek radi dela, se absolutno splača. Že v bistvu zaradi našega razvoja in pa tudi v bistvu na konec koncev finančno. To je en vidik. Drugi vidik pa je tudi trajnostni razvoj. Mi govorimo o zelenem prehodu in o trajnostnem razvoju, ki ga pravzaprav ne more biti, če se ne bomo vrnili na nek način, kot pravimo, nazaj in
zaživeli v sozvočju z naravo oziroma s tem, kar nam narava kot taka lahko da, brez pretiranih posegov vanjo? Bom na tem mestu povedal indijanski pregovor, ki je mene najbolj zadev. Namreč ta pregovor pravi, zemlje nismo podedovali od staršev, ampak smo si jo sposodili od otrok. Tu se v bistvu začne to zavedanje, da je naša naloga, da pustimo otrokom rodovitno zemljo, da jo bodo dejansko lahko uporabljali za pridelavo hrane. Recimo, eden izmed takšnih ukrepov je kompost. Mi vedno redno kompostiramo, tudi biodinamični kompost kot tak je narejen po posebnem protokolu. Ga prepariramo s biodinamičnimi preparati in dejansko pomaga za strukturizaciji tal, ne samemu toliko kot gnojenju, ampak v bistvu bolj kot strukturizacija tal, da v bistvu zemlja ostane živa in da lahko nudi eno posteljico za rastlino, kjer imaš praktično vse na voljo in rastlina vzame točno tisto, kar rabi. To se pravi, če povzamem, delajmo tako, da bo vsega dovolj za nas in da bomo zanamcem pustili tudi takšno zemljo, da bodo lahko tudi oni živeli iz nje oziroma bo tudi njih prehranila, ne glede na to, da so nekatere napovedi, da nas je ljudi preveč in da bo hrane premalo. Ja. Zdaj imamo v bistvu dva različna aspekta tu. Zdaj pogovarjamo se o hrani, ki lahko človeka nasiti ali pa ki človeka nahrani. Vsa ta masovna pridelava večinoma siti človeka. Tisti človek, ki je načeloma sit, mu vedno še mogoče nekaj manjka, ali je to na čustvenem področju ali pa kakorkoli, in še vedno posega po nečem, nekaj manjka, pa je ponavadi v bistvu izhod ali nekaj sladkega ali neka dodatna hrana in v bistvu to nas, kljub temu, da smo pol na koncu malo obilnejši, smo v osnovi podhranjeni, ker dejansko uživamo večinoma hrano, ki nas samo siti, ki nas ne nahrani na vseh nivojih človeškega razvoja. Primož Kelenc, torej našim gledalkam in gledalcem svetujeva, da jejo hrano, kot sva rekla v navednicah, pridelano z ljubeznijo in z neko filozofijo. Certifikat Demeter je torej pomemben, tretirani ste kot ekološki kmetje, nekaj subvencij že imate in seveda upati gre, da bo v prihodnje to prepoznala morda tudi skupna kmetijska politika Evropske unije, da vendarle živimo na planetu, ki smo si ga, kot ste sami rekli, izposodili od naših zanamcev oziroma dobili od naših prednikov le v upravljanje in ne v last. Na tem mestu pa se tudi zahvaljujem za obisk. Najlepša hvala za povabilo in srečno in jejte domačo, lokalno, ekološko, biodinamično hrano in boste zelo lepo živeli. Spoštovani gledalke in gledalci, v naši oddaji Agri Next Generation je bil z nami Primož Kelenc, biodinamični pridelovalec zelenjave Stojncev pri Ptuju.